Kdo izmed nas, se sprašuje pisatelj, na koncu svoje knjige Jezusovo življenje ne pozna gostilne v Emausu? Kdo še ni šel po tej poti kakega večera, ko je bilo videti vse izgubljeno, brez smisla? Kristus je bil takrat v nas mrtev. Vzeli so nam ga svet, filozofi, politiki, cerkev. Nič več ni bilo Jezusa za nas na svetu. Šli smo po poti in nekdo je hodil poleg nas. Sami smo bili, pa vendar nismo bili osamljeni. Vstali. Jezus, ki je vstal od mrtvih na veliko noč, je živ in med nami. Če je človek zagledan samo v svoj lastni prav, ni sposoben videti Božjega dejanja. Če se človek odpre Bogu in sočloveku ob njem, lahko marsikaj zmore, odpre srce, lahko pa gre nazaj, beži od drugih in se zapira v lastni jaz in svoj svet. Vendar pa ne pozabimo, da je vstali Jezus med nami. Psalmist nas v 15. psalmu spodbuja: vedno vidim pred seboj Gospoda, ker je ob moji desnici, da ne omagam. Jezus prebiva med nami kot sosed, kot eden izmed tistih, ki jih vsak dan srečujemo. Jezus živi tudi v avtobusu mestnega prometa, kjer se isti ljudje vsak dan srečujejo, ljubeznivo pozdravljajo in voščijo srečo z dober dan ali pa z Bogom. Že tretji dan ni bilo vljudnega sprevodnika v službo. Tedaj so ljudje, ki so se vsak dan vozili v službo in ni službe z mestnim avtobusom, brali v časopisu smrtnico. Umrl je v 45. letu zaradi pljučnice, ki jo je zanemaril. Umrl je naš sprevodnik, so se pogovarjali ljudje v avtobusu. Večkrat je bil tako bled. Videlo se je, da trpi, je sočutno pripomnila neka žena. Vedno se je trudil, da bi bil vljuden in potrpežljiv tudi z najbolj sitnimi potniki. Ko je ponavljal, je še kdo brez vozne karte, se je zdelo, da so njegove misli nekje drugje. Veste, je razlagal mož, ki ga je kot sosed dobro poznal, doma je imel bolno ženo in 5 otrok, za katere je skrbel. Že dolgo je bolehal, a se ni upal nikomur povedati, da ga ne bi predčasno upokojili. In vse to smo zvedeli šele zdaj, so se zamislili potniki. Zakaj se mu nisem včasih vsaj malo nasmejal? Mu rekel kakšne spodbudne besede? Morda bi mu lahko kako pomagal? Ali nisem tudi jaz kriv njegovega trpljenja? Take in podobne misli so se podile po njihovih glavah. Nekdo je celo na glas izjavil, kako hladni in brezbrižni smo postali drug do drugega. Morda si namenimo kakšen bežen pozdrav in se zopet zatopimo v svoj svet. Tudi v najpreprostejšem človeku živi Kristus, pa se srečujemo kot mrtvi avtobusi na mestnih ulicah. Lahko bi mu kaj pomagali, a zdaj je prepozno. Naš sprevodnik je odšel, ne da bi mu vsaj roko stisnili. Že od otroških let je mnogim poznana in priljubljena zgodba o 2 Jezusovih učencih, ki sta tisti prvi dan v tednu, ko je Jezus vstal od mrtvih, šla v trg Emaus. Po nekaterih deželah se je na podlagi te zgodbe razvil tudi običaj, da hodijo ljudje na velikonočni ponedeljek na obiske in pravijo, da gredo v Emaus. Morda prav zato, ker je zgodba tako življenjska. Bila sta tako žalostna nad Jezusovo smrtjo, da sta želela stran in na poti se jima je pridružil Jezus. Sprva ga sploh ne prepoznata.
in razlagata samo svoje videnje, svoje doživljanje. In vidimo, kako pomembno je, da znamo tudi poslušati. Učenca sta bila toliko časa žalostna, dokler sta samo govorila. Ko pa sta besedo prepustila tujcu, sta njuni srci začela goreti v njima. Poslušala sta, razumela in verovala. Pogovor je zelo pomemben, vendar je treba zelo paziti, o čem, o kom in na kakšen način se pogovarjamo. Veliko je danes opravljanja, obrekovanja, lažnivega govorjenja, ki lahko umažejo ne samo človekovo dobro ime, ampak ga na nek način tudi uničijo. Tudi so nekatere družinske in osebne stvari, o katerih se ne govori. Kot lepo rečemo, vsaka hiša ima tudi svojo streho. In ko se že pogovarjamo o drugih, da znamo povedati tudi lepe in dobre stvari. Današnja nedelja je tudi v neki smislu papeška, kajti praznujemo že 6. obletnico izvolitve tega papeža Benedikta. In ravno ta naš sedanji papež je prejšnjo nedeljo storil tako veliko dejanje. Papeža Janeza Pavla II. Je razglasil za blaženega. Postavil ga je že na prvo stopnjo oltarja in s tem dokazal, kako velik in pomemben človek je bil. Takih blaženih imamo danes seveda ogromno, pa niso uradno razglašeni in priznani, pa vendar so ravno tako živeli zelo krepostno in naredili velike stvari. Prejšnja nedelja je bila tudi nedelja Božjega usmiljenja. Poglejte, Bog nas ima vedno rad in nas sprejema v zakramentu spovedi take, kot smo. In tako, kot je pomembno, da nam Bog odpušča, je tudi pomembno, da smo v odnosih drug drugega usmiljeni, prizanesljivi in da si odpuščamo. 1897. leta je v Varšavi v priliki misijona v neki župniji prišla deklica do misionarja in ga zaprosila, če bi lahko prišel k njeni mami domov in ji podelil zakramente, ker je hudo bolna. Misionar je rekel, seveda, nobenega problema ni, pa vendar je rekel, kje pa tvoja mama stanuje, je rekla, brez skrbi, bom šla z vami in vam pokazala. Potem pa je šla z duhovnikom do skromne hiše, tam pokleknila in spustila duhovnika notri. Gospa je bila vsa vesela, hkrati pa presenečena, pravi misionarju, kako ste me vendar našli? Je pravi, saj mi je vendar vaša hčerka prišla poklicati. Pravi, nemogoče. Se je vendar moja hčerka že nekaj ur mrtva, tukaj je zraven na posteli. In res, misionar je odgrnil posteljo in videl, to je bila tista ista deklica, ki ga je prišla klicati. Pomislimo, ta gospa mama, ki je bila sedaj na bolniški posteli, je, ko je delovala v Rusiji, vedno poskrbela, da so bolniki dobili, kot rečemo, posledne zakramente. In gledajte, tudi Bog je izkazal tako veliko usmiljenje in milost, da je tudi sama lahko prejela te posledne zakramente. Ko sem se sam pred koncem leta poslavljal od očeta, sem imel tudi sam brez nadaljnega to veliko milost, da tako kot je moj oče vedno vsak večer kleče molil, sem tudi jaz, kot rečem še enkrat, imel to veliko milost, da sem lahko zadnjo noč, preden je umrl v bolnici, pokleknil in ob njem molil tisti rožni venec, ki ga je sam vsak dan na kolenih molil. Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, bodite brez skrbi, če bomo mi v življenju poznali Boga, če ga bomo vsak dan klicali v naše življenje, potem nas tudi On ne bo zapustil, ne v trenutkih preizkušenj, niti ne ob koncu našega življenja.